Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa z Domžal ob Kamniški Bistrici. Bomo namreč pospremili zaostalo tekmo 25. kroga slovenskega državnega prvenstva. Domžale in Koper se bosta pomerila dveh nigerijskih nogometašev, Izdema Suleja in Abrahama Nwankwa. Petriško 1-1 s Hodžićem. Petriško strelja, tole je bila prva večja nevarnost na današnji tekmi. Strel proti oddaljenejšemu kotu vrat hrvaškega krilnega napadalca. Tule poglejmo še enkrat. Roko in vodilne v klubu, da ostanejo ali pa obratno. Skratka, priložnost za tiste, ki so igrali manj. Tole nova priložnost na tem srečanju za vodstvo Koprčanov. Štubler je najprej obranil, pa mu je žoga ušla, tako da je moral posredovati še Nwankwo. Ste četrtega sodnika Boža Kondiča. Groznica poizkuša, žoga je končala na mreži za vrati. Hodžić pa je prejel rumeni karton. Tule poglejmo še enkrat. Krah. Groznica za Suleja. Priložnost ima zdaj Jelenič. Jelenič zaustavil ga je Džapo. Čakal in čakal je tule strelom Enej Jelenič. Na koncu brez prave nevarnosti za Štublerja, ki se je zdaj izkazal po strelu Groznice še nevarno. In kaj dosoja prepovedan položaj Denis Halilović po posredovanju Matica Mežnarja. Tule Groznica, ki je doslej na tej tekmi sprožil najnevarnejši strel. Šek, ostra podaja in gol! Krstovski je strelec za vodstvo Domžal z 1-0 po podaji Jošta Piška. V 57. minuti se je Domžalčanom zdaj obrestoval tale napadalnejši pristop. Groznica. Priložnost za izenačenje, 1-1 je v Domžalah, če bo ta gol veljal. Mislim pa, da je dosojen prekršek v napadu. Matej Podlogar, čestitke za pomembne 3 točke proti Kopru. Trdo, težko prigarana zmaga. Domžale zmagale z edinim strelom v okvir. Kako ste zadovoljni s predstavo in seveda kako ste zadovoljni s 3 točkami? Ja, najbolj smo zadovoljni s tremi točkami. Zavedamo se tega, da bo vsaka tekma do konca na borbo, na maksimum, da damo od sebe. In tako sem rekel, vsako tekmo posebej, da vzajemo točke, da se zbirajo točke. In tako bo tudi naprej. Nadaljuje se zahteven spored proti tistim res močnim nasprotnikom. Kako pomembna je bila ta zmaga v vidu tega, kar vas čaka v naslednjih tednih? Sigurno je bila zelo pomembna, da smo imeli prejšnji poraz, da smo prekinili to serijo. Ja, imamo težak razpored, ampak na koncu igraš, kot sem rekel že parkrat, na koncu igraš zmeraj proti 9 ekipam kontra, tako da lestvica bo na koncu pokazala.
Oliver, pred tekmo ste dejali, da si ne želite prejeti zadetka in Domžalam ste res zelo malo ponudili, ampak tisti strel, ki so ga vknjižili, so ga izkoristili. Verjetno z tega vidika nekakšno grenek priokus. Zelo lep gol, čestitke Domžalčanom. Ja, ta gol je na koncu bil tudi odločilen. Mi smo tudi dosegli zadetek, ki ga je sodnik ni razveljavil, oziroma je piskal faul po našem golu. VAR ni reagiral, pričakovali smo ali gol ali 11 metrovko v našo korist, nismo dobili nič od tega, ker jaz si drugega ne predstavljam, kot če igralca vratar naskoči v prazno in zgreši 10 mogočih žog, zruši pa napadalca, da to ni nič drugega kot pa čista 11 metrovka. Ampak okej, zdaj sodniki so se tako odločili, verjetno oni vejo zakaj. Mi pa poleg tega smo imeli dominacijo, imeli posest, nismo uspeli zadeti in ko zadanemo, pač pričakujemo, da bo to veljalo, ker v takih tekmah je to lahko odločilno. Zaenkrat se je obrnilo v drugo smer. Zadnje štiri krogi letošnje sezone, Koper po lestvici, če tako rečemo, ne more ne gor, ne dol pretirano. Kako motivirate fante za ta zaključek prvenstva? Fante, čestitke. Kot ste videli na sami tekmi, so želeli, hoteli, tudi določene igralce je lovil krč od utrujenosti, od te želje in energije, ki so jo vložili na tekmi. Je pa res, da pozitiven rezultat bi nam pomagal potem v nekem nadaljnjem delu in lažjem delu. Tudi fanti bi bili bolj sproščeni in verjetno tudi bolj motivirani za delo. Marek Rostovski, čestitke za zadetek, čestitke za zmago. Zdelo se je, da ste kar trpeli v sami igri, ampak na koncu zdržali, dosegli pomembno zmago. Kako ste sami videli tale obračun? Hvala puno. Pa po meni bilo jako teška utakmica, pogotovo na psihološki plan, jer ova utakmica može se kaže kao bila jedna od najznačajnijih ovu sezonu, jer borimo se za opstanak i ovi 3 boda su jako bitni. Bila stvarno teška utakmica, eto imali smo samo jednu priliku, možda i 2, ne znam. Dali smo gol, drago mi je što sam dao gol i što smo izborili 3 boda. Sedaj vas čaka kar zahteven spored v zaključku obračuna. Celje, Maribor, na to znova Koper, kako pomembna je bila tale tekma v vidu tega, da sedaj lahko v tale zahteven spored greste nekoliko bolj sproščeni? Pa svaka utakmica ima svoju težinu, tako da idemo od utakmicu po utakmicu da skupimo što više bodova, da na kraju najbitnije je matematički kad osiguramo opstanak, pa onda se možemo malo opustiti. Do tad je sve idemo na 100% da skupimo što više bodova. Franjo, kako frustrirajoče je za ekipo, ki je boljši nasprotnik, ki ima več priložnosti, da potem tekmo izgubi, ko prejme gol iz edinega strela v okvir in še tisti po standardni situaciji? Pa sigurno da nije lako, nije prva utakmica u proljeće da nam se to dešava. Mučimo se jako, momci su motivirani, daju sve, ali jednostavno ne ide. Kaj je zmanjkalo danes Kopru? Tisti zadnja podaja, več aktivnosti pri zaključkih? Pa mislim da je efikasno sigurno jedna stvar koju moramo popraviti. Imali smo dosta prilika za zabiti u prvom poluvremenu i nažalost kad se te prilike ne iskoriste, protivnik kazni. Kako pomembna je v zaključku prvenstva sedaj ta motivacija, koliko vam kot ekipi pomeni ta estetika, da Koper zaključi prvenstvo 4. in ne 5. Pa slušajte, mi smo profesionalci, mi moramo do zadnjeg trenutka davati sve od sebe, igrati za klub, a i za nas, dokazati da mi zaslužujemo bolje nego što tablica trenutno pokazuje i samo s pozitivom ići naprijed i pokušati izgurati što bolje sezonu do kraja.